Zelo veseli, zelo motivirani, da bomo lahko igrali pred domačo publiko, po drugi strani pa se zavedamo, da nas čaka veliko dela, veliko trdega dela in gremo na delo. Sem pa vesel, seveda, da smo vsi skupaj kot Odbojkarska zveza Slovenije in pa v podpori tudi institucij uspeli prepričati Svetovno zvezo, da nam nameni to svetovno prvenstvo. Jaz verjamem, da morda še vsi skupaj v tem trenutku niti ne dojemamo čisto v celoti velikosti in obsežnosti tega na eni strani projekta, na drugi strani pa dosega, ki nam ga tovrstno tekmovanje prinaša, in jaz verjamem, glede na to, da poznam ekipo, s katero sem obkrožen pri organizaciji tega tekmovanja, in da gre v tem primeru sedaj pa tudi za bistveno večje angažiranje državnih institucij pri sami organizaciji projekta, kot je bilo to v preteklosti. Verjamem, da bomo skozi vse kanale, ki so nam na voljo, dosegli in nagovorili tudi tujo publiko in jo pripeljali v Ljubljano. Na vsak način pa to moram res iskreno in globoko izraziti, ker biti v tako kratkem obdobju in tako časovno stisnjen pri teh odločitvah, kot smo bili mi s tem svetovnim prvenstvom, je pravzaprav v normalnih razmerah nemogoča situacija. Pa vendarle smo imeli pri sprejemanju teh odločitev, ki so morale biti res izjemno ekspeditivne, naklonjenost tako prejšnje kot tudi sedanje vlade in tudi vseh vladnih institucij, tako da brez te absolutne podpore in naklonjenosti, ki je, kot je meni znano, umanjkala pri tistem tretjem kandidatu za organizacijo, prav gotovo danes ne bi govorili o tem, da v takem obsegu organiziramo svetovno prvenstvo tukaj doma. Tako da to je res rezultat nekih skupnih aktivnosti, naporov in dokaz, da pravzaprav znamo okrog športa pa resnično vsi stopiti skupaj. To bo načeloma največji izziv do zdaj za Odbojkarsko zvezo Slovenije po Evropskem prvenstvu leta 2019, kajti 16 reprezentanc je kar velika zadeva. Tukaj gre pravzaprav tudi za to, da potrebujemo eno dvorano, 3 dvorane za trening, 2 hotela. Skratka, vse to je treba povezati tudi s prevozi, vendar pa vsi plani načeloma so sedaj pripravljeni in ne pričakujemo bistvenih težav. Danes začenjamo uradno prodajo vstopnic. Prodaja bo potekala preko Petrol Tickets in pa Eventim platform, ter seveda na vseh Petrolovih in pa Eventivnovih fizičnih prodajnih mestih. Ja, na Slovenski turistični organizaciji ocenjujemo, da so športne prireditve in tudi priprave športnikov res ena odlična priložnost za pozicioniranje Slovenije na mednarodnem parketu športa in turizma tudi. Izkoriščamo vse te priložnosti za pozicioniranje Slovenije, sporočil, ki izhajajo tudi iz jedra znamke Eiffel Slovenija. Slovenija je ena najbolj trajnostnih držav na svetu, imamo vrhunske športnike, imamo vrhunske organizatorje mednarodnih športnih prireditev, tako da pridobivamo res najboljše in najodmevnejše športne prireditve na svetu. In seveda nagovarjamo eno široko paleto aktivnih posameznikov, ki so tudi aktivni turisti, in s tem utrjujemo pozicijo kot Slovenije destinacije za odlična aktivna športna doživetja in s tem privabljamo mednarodne turiste.